Pozdravljeni. Smo pred Evropskim parlamentom, kjer je bila nocoj odprta razstava Barve Zagorja ob Savi. Ne 16-urna pot z avtobusom iz Zagorja do Bruslja, niti ne nekatere birokratske ovire, ki smo jih uspešno premagali s pomočjo Karine Medved in uslužbencev Evropskega parlamenta, in ne nazadnje niti ne stavka taksistov prav na dan odprtja razstave, niso skvarile dobrega razpoloženja tistih, ki smo se udeležili tega pomembnega dogodka. Razstave so se udeležili tudi evropske poslanke in evropski poslanci. Gospa poslanka, kako je prišlo do te razstave? Jaz mislim, da ste imeli vi nekaj prstov vmes. Nekaj prstov vmes je imela tudi moja asistentka, nekdanja asistentka, gospa Karina Medved. Sicer pa hodim po Sloveniji, imam številne sestanke in ljudje mi zelo radi povejo, na kaj so ponosni, in Zagorje je zagotovo lahko ponosno na svojo 50-letno tradicijo slikarske kolonije. Rekli smo, da to je nekaj takega, kar moramo pokazati v Evropskem parlamentu. In potem smo se pogovarjali še dalje in smo rekli, ja, saj Zagorje ima pa tudi eno pristno slovensko glasbeno skupino, to so Orleki, dajmo še njih povabiti v Evropski parlament. In potem smo šli še dalje, smo rekli, pa tudi nekaj kulinaričnih specialitet je v Zagorju. In smo rekli, pa še to pokažemo Evropskemu parlamentu. Tako da upamo, da bodo danes obiskovalci te naše razstave in dogodka uživali v kulturi in tudi v gastronomskih specialitetah Zagorja. Ja, to je vedno praznik, kadar pridejo. Jaz sem recimo zelo pogosto vabil in tudi prihajali so k meni kmečke ženske iz Slovenije in vidiš toliko energije in predanosti recimo v njihovih očeh, ko pridejo sem, so vesele, da so lahko videli tako oddaljen Bruselj, ne? Mnoge so bile prvič in zadnjič v Bruslu, pa tudi tisti, ki so prihajali k meni, dosti je bilo mladih kmetov tudi, ker pokrijem področje kmetijstva, pa tudi veliko dijakov in študentov in več ali manj si hodijo, se vračajo domov z polnimi vtisi. Ampak seveda, lepo je tukaj srečati koga v Sloveniji, tudi na ulici. Potrebno je vedeti, da je v Bruslu nekaj 100 Slovencev v službi in dostikrat čuje slovensko besedo, tako da je to kar prijetno. No, v Sloveniji se dostikrat sliši, kaj bojo oni v Bruslju nam govorili, ampak to je na nek način tudi skupna evropska država, ne, tudi nas. Seveda, ne, sej kakšna druga alternativa pa obstaja, če ne Evropska unija, ne. Mi smo se Slovenci množično odločili za Evropsko unijo in prav je, da smo odgovorni člen te Evropske unije, da dobro skrbimo sami zase v njej, pa tudi da sodelujemo pri skupnih evropskih projektih. Ti pa so pomembni, ne nazadnje evropska zakonodaja močno vpliva na naše vsakdanje življenje. Že samo to, da relativno poceni telefoniramo ali pa pošiljamo SMS-e, nas razbremenjuje velikih stroškov. Nedavno tega sem recimo bil v Švici in za uporabo recimo telefona plačal 24krat večjo ceno, kot bi jo za isto v okviru Evropske unije. To pomeni, da Evropska unija nam daje nekaj, dokaj kakovostno življenje, zelo dobro skrbi za potrošnike, za varnost potrošnikov, tudi na področju hrane. Evropska unija ima edina na svetu največ laboratorijev, kjer se kontrolira, nadzoruje hrana, tako da imamo veliko dobrega. Imamo dobro prst, dobro vodo, kvalitetno življenje, tako da bi bilo potrebno mladim državljanom Evrope povedati, da se v Evropi splača vztrajati tudi takrat, ko je malo krize. To so odlična priložnost za predstavitev ne samo naših regij, naših mest, naših občin, ampak celotne države Slovenije, ker vedno pridejo tujci in so vedno presenečeni na tem, kaj lahko mi vse ponudimo. Jaz sem pred kratkim delala en tak podoben dogodek, ko sem promovirala v bistvu obalo, slovensko Istro, pa da vem, koliko ljudem pomeni, da sploh pride v Evropski parlament in koliko potem pomeni nam, da imamo to čas, da lahko svojo državo promoviramo. No, vi ste ena tistih evropskih poslank, ki boste poskrbeli, da nas bo kmalu več. Ja, in to kar kmalu. Bomo imeli 8 poslancev in poslank in še eno malo deklico. No, v mojih očeh je to seveda ena čudovita priložnost, da
košček domovine pride k nam v Bruselj. Zdaj, če gledam konkretno to razstavo, se mi zdi vrhunska in je nekaj resnično velikih slikarjev tukaj. To me posebej veseli. Ni povprečje, ampak je nadpovprečno zanimiva in pestra in odlična ideja naše kolegice Jordan Romane in ji čestitam za to. Ja, torej, jaz sem vesel, da je tukaj razstava. Če pogledam sem, je že ena slika Kranjčana. Skratka, to ni samo zagorska zgodba, je vse slovenska zgodba in zagotovo je to priložnost prvič za druženje, drugič je pa priložnost za vas, ki potujete, da se med vožnjo kaj pogovorite in drugič, ko ste tukaj, da izkoristite to priložnost in da se tega parlamenta tudi osebno dotaknete, mislim tudi fizično. Skratka, treba je položiti roke na zidove te stavbe in si na nek način dopovedati, da je to tudi slovenski parlament, da to ni nek evropski, torej je tudi moj, ne zato, ker sem tukaj zaposlen, ampak je tudi vaš. In da je Bruselj tudi naša skupna prestolnica in da je evropski denar naš, slovenski denar. In zato ne smemo dovoliti, da bi se do evropskega denarja obnašali na tak način, da sami sebe onemogočimo, da bi ga aktivirali. Skratka, denar leži na tleh, treba se izkloniti, treba ga aktivirati in treba je prednosti dejstva, da smo v Evropski uniji maksimalno izkoristili. Nas je malo, samo 505 milijonov in 700 tisoč nas je. Američanov je 303 milijone, pa v ZDA ugotavljajo, da so premajhni in prešibki za izzive prihodnosti. Zato se z njimi pogovarjamo in pogajamo za sklenitev prostocarinskega sporazuma, da bi tudi ameriški trg bil naš skupni trg. Kanadski trg je že naš skupni, južnokorejski je že naš skupni. Skratka, ko nas bo več kot milijardo na enotnem trgu, bomo lahko tekmovali. In kdor ne vidi vseh teh priložnosti, ki se nam ponujajo, enostavno ne razume, kako se svet vrti. Gospa poslanka, takole je razbijalo, takole hrupno je pa v Evropskem parlamentu verjetno bolj redko. Redko kdaj, samo Orleki pa lahko. Kako gledate na to razstavo, na ta res lep dosežek slikarske kolonije, ki praznuje Abrahama? Zelo dobro, da je Zagorje se predstavilo tako celovito. In to res skozi umetnost, skozi glasbo, skozi to, kar daje ljudem lepe občutke. In zato sem prepričana, da je danes naredilo to dober vtis tudi na vse tiste, ali mimoidoče, ali tiste, ki so prišli iz drugih držav članic, to poslušati in gledati. No in zanimivo, ker precej jih je prišlo, je tudi sicer podobno na razstavah. Ja, čisto odvisno. Odvisno tudi od dneva. Včasih poslancev še ni tu, če je kak tak bolj dan vmes, sicer pa kar radi nekako podpiramo drug drugega v tem. Vsi si želimo, tako kot je Romana danes lepo predstavila, domovino, Zagorje. Vsi si želimo delovati na ta način, ker je to naš ponos. In seveda, da pokažemo, kaj vse je v naši lepi Sloveniji moč doživeti. Res je, včasih to kar malce pozabimo. Razstave v Evropskem parlamentu so se udeležili tudi predstavniki Sveta slikarske kolonije iz Lake Zagorje, predsednica Sveta slikarske kolonije Eleonora Kramer, vodja razstave in slikar Milan Razboršek, slikar Bojan Čokl, kulturnik Milan Bedrač in vodja poti v Bruselj Rudi Medved. Ja, to je res. Gre za razstavo Prešernovih nagrajencev. To so slikarji, ki so se zvrstili v 50 letih zgodovine likovne kolonije iz Lake Zagorje in na pobudo občine Zagorje je prišlo do tega sodelovanja in tu so dejansko zbrani mojstri slovenske likovne umetnosti. Gre za res, sami se lahko prepričate, lahko tudi govorimo o slikah, ampak mislim, da je to predolgo. Pa si vzemimo nekaj trenutkov in si jih oglejmo.
Kruški večera, droge so tvoje, in kaplje mednino še teče. Odklenite duri na stopi dni, neki ti buri se čute, srce. Neki ti v mislih vaša. Ja, to je dejansko vrhunec letošnjih dejavnosti, ki smo jih organizirali ob našem jubileju in mislim, da je to tudi razstava, ki smo si jo zaslužili glede na našo dolgoletno tradicijo in glede na to, da smo najstarejša in lahko rečem tudi ena najbolj spoštovanih kolonij v Srednji Evropi. Ali pričakujete v naslednjih letih še razširitev slikarske kolonije, torej tudi na države Belgije in tiste malce bolj oddaljene države? Ja, zadnja leta, razen letos, ker je bila ta obletnica nekaj posebnega, zadnja leta prakticiramo, da je vsaj polovico, če ne več kot polovico udeležencev iz držav, ostalih evropskih držav oziroma tudi širše. In tako bomo tudi nadaljevali. Še nekaj je mogoče zanimivo. Razstava del slikarske kolonije še ni bila nikdar, kolikor vem, razstavljena v slovenskem parlamentu. Torej, smo kar eno stopničko preskočili. Ja, res je, zakaj pa ne? Se konec koncev je to naša širša domovina in dajmo se predstaviti v glavnem mestu Evropske unije, kamor spadamo. Razstavo in celotni kulturni program, ki ga je povezovala Vanda Kopušar, sta si ogledala tudi slovenska veleposlanika, dr. Rado Genorijo in Matjaž Šinkovec, oba tudi velika ljubitelja kulture. Veleposlanik Matjaž Šinkovec je prek svojih prednikov povezan tudi z Zasavjem. No, prav gotovo, za nas v Bruslju je zelo lepo, da se predstavlja v Evropskem parlamentu ali pa v kakšnih belgijskih inštitucijah, naprimer. Tudi včasih na veleposlaništvu oziroma na stalnem predstavništvu pri Evropski uniji. Vi ste prej v nagovoru dejali, da ste zelo močno povezani z Zasavjem, z Zagorjem. Ja, pravzaprav tako moj ded kot moja babica sta z tega konca, pravzaprav širšega konca. Moj ded je bil rudar, on je pravzaprav prišel iz Šentjanža na Dolenjskem in je potem bil rudar v teh krajih. Moj oče se je tudi rodil v občini, sedanji občini Zagorje, blizu trboveljske meje, se mi zdi, bolj v tistem koncu. No, in moj ded je spoznal babico, ki je bila kelnerca. Tako, kakor sem danes omenil, da je slikar Wolf najdel eno sliko kelnerce za Sveto Barbaro, eno obraz in ji ga dal. No, in potem so živeli pravzaprav v Trbovljah, oziroma Trbovljih, kot bi vi rekli. Moja babica je pravzaprav iz Kostrevence, ne vem, če poznate, pravzaprav tudi iz širšega konca. No in jaz še vedno hodim k stricu, ki živi blizu Trbovelj. In tako da sem, ja, prav gotovo povezan s tem krajem, imam tam kar nekaj sorodnikov. Glejte, tega imamo kljub obilici dela v vseh institucijah, bodi si v Evropskem parlamentu, bodi si v svetu, kjer delujemo stalni predstavniki pri Evropske unije. Pa vendar ravno ti kulturni dogodki nas na nek način zbližujejo in kot sem rekel nedavno vsem poslancem, kako je lepo, ko tukaj stopimo skupaj predstavniki države, slovenski poslanci v Evropskem parlamentu in kadar skupaj stopimo, vedno naredimo lepo zgodbo. Glejte, to letošnja jesen v bistvu že tretja razstava. Mi smo ravno končali pred tedni razstavo na stalnem predstavništvu v okviru Caritasa slovenskega, ki je imela dobrodelne namene, ker se je zbral denar za dom na cesti pri Ajdovščini, naprimer. Potem danes je nova, pred kratkim je evropski poslanec Ivo Vajgl organiziral tudi nekaj podobnega, morda vam je to povedal. In seveda
je to, kot ste tudi rekel, način, da se nenehno družimo. Jaz sem pravkar pritekel iz sveta, kjer smo sozakonodajalci in najprej je pri vsaki zakonodaji evropski naš dogovor, potem se pogajamo z Evropskim parlamentom, seveda naši poslanci lobirajo za tisto, kjer so naši interesi in potem smo vsi srečni, če je kakšen kulturni dogodek, da pokažemo tudi drugim, ne samo, da se mi družimo med sabo, kako bogato kulturno tradicijo imamo. In nesporno je tale razstava z velikimi imeni, ne. Tukaj imamo v bistvu Prešernove nagrajence, če hočete, rezultate 50-letne tradicije, da tudi tukaj pokažemo, ker marsikdo ima, recimo, če govorimo o Izlakah, o Zagorju, o revirih, pred sabo zgolj tisto, kar je bilo v preteklosti, rudarstvo in nič drugega. Ne vejo pa, da je zadaj neka bogata kulturna tradicija in to, kar sem pravkar rekel, Vlado Topor-Radošu in teh glasbenikov, bi rekel, ki smo bolj generacija rojenih v 50 let, kako je, če se doma že ne utegnemo srečati, da se pa v Evropski hiši, v Evropskem hramu demokracije. Med tistimi, ki že ves čas podpira razvoj kulture v Zagorju, je tudi lastnik naše televizije in podjetja EVJ Elektroprom Janez Vidmar. Z nami je delil svoje vtise z obiska razstave in ogleda Evropskega parlamenta. Tako kot tudi zagorski občinski svetnik Samo Vrtačnik. Ja, zares prijetni vtisi, obsežnost, velikost, nisem mislil, da je to v takšnem obsegu in tudi seveda izredno prijetni uslužbenci, vsaj kar se naših tiče in odnos do nas lepo prikazano, vse zadovoljen. No, vi že vsega začetka, odkar imate podjetje EVJ Elektroprom, podpirate kulturo na različnih področjih, različne zvrsti. Povezani ste tudi verjetno s slikarsko kolonijo. No, s slikarsko kolonijo moram povedati, da sem bil pred leti še bolj povezan, mogoče v zadnjem obdobju malo manj. Vsekakor pa kulturo seveda podpiram na večjih področjih, pa tudi na slikarskem področju. Saj imamo pri nas v podjetju tudi večkrat slikarske razstave in seveda s tem mislim, da je precejšnja podpora tudi raznim lokalnim umetnikom, ki se lahko pri nas se predstavijo in razstavljajo. Se vam zdi tovrstni dogodki pomembno za prepoznavnost Zagorja, Zasavja, Slovenije? No, to sem takoj podprl in se mi zdi zelo pomembno, da se ta slikarska kolonija, ki je na vsezadnje, mislim, da prva v Sloveniji, najstarejša, predstavi tudi tukaj v Bruslju in pomembno se mi zdi in lepo. Prvi sem tukaj v Bruslju, v tem Evropskem parlamentu in stvar se mi zdi zelo impozantna, ogromno zaposlenih, ampak kot zgleda, ta stvar izredno dobro funkcionira. Pomembno se mi zdi, da je ta razstava slikarske kolonije Zlake Zagorje v 50-letnici na ogled tudi v parlamentu in se mi zdi, da bo to velik dogodek za občino kot tudi za slikarsko kolonijo. Med tistimi, ki so na tem zasavskem, zagorskem večeru v Evropskem parlamentu navdušili, so zagotovo Orleki. Čestitke za res izvrsten nastop. Mislim, da so vsi, ki so bili tu, uživali. Prvič v Evropskem parlamentu, kaj? Ja, zdaj smo prvič igrali, ne? In upam najbolj, že tu ne zadnjič, ne? Vse sodeč po odzivu. Vtisi? Ja, kratni, ne? Zdaj, mi zmeraj tako, da začnemo počasi, pa če dalje več malo jih privabljamo, pa v našo igro spravimo noter in pol
v glavnem, na koncu veselje. Ne? No, niste bili samo Orleki, ampak tudi še neka druga skupina znotraj Orlekov, ki je nekako začela ta uradni program. Vtisi vsega nastopa. Ja, Jure, Tori, Benz smo poimenovali, ker smo bili 4, ne? Pač smo del Orlekov, Jure je svoj program, tudi nekaj predstavo, tudi bila je poezija, povezava s poezijo Rudija Medveda in v bistvu zato je bila ta povezava v bistvu kar logična. Ne? Vtisi? Ja, krasni, ne? Krasni v bistvu. Evo, publika je bila zadovoljna, vesela, vse je lepo izpadlo, lepo je potekalo, v bistvu sama razstava, kulinarika in muzika, poezija, vse se je lepo prepletalo. Če se še malo šalimo, Vlado, evropska poslanka zna imeti naslednji dan kakšne težave, v šali seveda. Ja, evropska poslanka Romana nam je dejala naslednje, da še takšnega žura tlele v parlamentu ni bilo in da če jo bojo jutri šukli ven iz parlamenta, vse vedela zakaj. Seveda je niso. Mnogi, ki so prišli, so si z največjim veseljem privoščili kakšen grižljaj. Ponudili smo pravo domačo hrano, to se pravi od kurjega ajmohta do jetrne klobase s proseno kašo, do funštrca, ki je pečen na svinjski masti in ocvirkih. Zraven imamo tudi mrzlo zelje s česnom in oljem in pa pripravili smo tudi naše krajinske klobase, ki jim rečemo konci, se pravi dimljene klobase, ki smo jih ovili v testo in pa jih prezentirali z gorčično omako in pa domačim medom. Res okusno. Zdi se, da je bil med vsemi, ki smo bili v Bruslju, ob zaključku razstave še najbolj zadovoljen Rudi Medved, nekdanji direktor Delavskega doma Zagorje in sedaj direktor uprave občine Zagorje ob Savi. Ja, vsekakor smo vsi zelo zadovoljni. Nekako smo si malo za žalo, malo zares pred leti zadali cilj, da v 50-letnici kolonije pa bomo ta dela predstavili v Evropskem parlamentu v Bruslju. Takrat smo se morda malo šalili, ampak potem so stvari stekle v to smer in danes smo res veseli. Mislim, da smo na en lep način predstavili zagorsko kreativnost, zagorsko energijo tukaj v srcu Evrope, v Evropskem parlamentu, seveda tudi po zaslugi prelepega izbora slik slikarske kolonije, pa seveda naših dragih Orlekov, ki vse povsod poskrbijo, da je veselo. No, veliko je bilo verjetno predpriprav, tudi dolga vožnja v Bruselj z avtobusom, ampak zadovoljstvo pa zdaj verjetno po res množičnem obisku te razstave toliko večje. Ja, vsekakor. Mislim, da se je splačalo potruditi. Res je bila dolga vožnja, vedeli smo, 1300 km je enostavno treba premagati in to terja tistih svojih 16-17 ur. Pa tudi sicer je bilo treba potovati z avtobusom, ko smo s seboj vozili za res veliko opreme, seveda da ne pozabim tukaj tudi na zagorsko kulinariko, ki jo tukaj tako uspešno in ponosno predstavlja naš Lojzi Čop, najmlajši kuharski mojster v Sloveniji. Torej, ko je bilo treba vse to nekako prepeljati v Bruselj, ni šlo drugače kot z avtobusom, tudi pot nazaj bo, ampak pot nazaj bo zdaj lažja, veseli bomo. Mislim, bili smo tudi nekako nervozni, polni pričakovanja, kar nekaj teh birokratskih postopkov je bilo treba premagati, da vso to opremo s hrano v red spraviš v to hišo, ki je tako zavarovana. No, ampak seveda, zdaj je to pričakovanje mimo, vsem je odleglo, veseli smo tega odziva, oba veleposlanika sta nas počastila z obiskom, evropski poslanci iz Slovenije, tako da je bilo tukaj res, mislim, zelo eminentna druščina gostov, na kar smo seveda še posebej ponosni. Vmes je bilo pa treba premagati še štrajk taksistov. Ja, seveda, no, vmes pa res je bilo treba premagati še štrajk taksistov. Ta je priletel nenadoma, ko smo se želeli z avtobusom prepeljati od hotela do Evropskega parlamenta v popoldanskih urah, da bi pripravili še tisto zadnje, kar je bilo potrebno. Smo naleteli na štrajk bruseljskih taksistov in vse mesto je praktično stalo, tako da smo premagali 50 metrov z avtobusom od hotela, kakšnih 50 metrov, potem pa smo ugotovili, da bo najbolje pod noge in 2 kilometra neke take dobre peš hoje za adrenalin in sprostitev. No, tudi to smo premagali, prišli sem pravočasno in odprli razstavo. Prišli, videli in zmagali.
Recimo, da tudi tako bi lahko rekli, vsi skupaj smo zmagali, pravzaprav tako poslanci v Evropskem parlamentu in drugi, ki so prišli na ta dogodek, so nam pomagali, da se mi danes lahko počutimo zmagoslavno. To je bil za Zasavje, za Zagorje zagotovo velik dogodek. Vsi upamo, da se bo še kdaj ponovil. Pa srečno!